Še enkrat hvala, da ste se odzvali našemu povabilu in da imamo to priložnost, da z vami spregovorimo o teh pomembnih temah spoznavanja in razumevanja naše zgodovine. Projekt, ki ga Kinoatelje vodi v sodelovanju z Goriškim licejem, nosi naslov Vojna besed ali spoštljiva tišina. In v tem projektu želimo mlade opolnomočiti, da bodo suvereno izražali svoje mnenje, da bojo znali argumentirati in se postaviti za svojimi stališči, ker jih enostavno ne bo strah, ker bodo poznali našo zgodovino, ker bodo recimo spor razbirali tudi večplastno in predvsem ne bodo klonili ob prvih provokacijah neofašistov in tako naprej. Skratka, za nas je zelo pomembno, da jim predamo to vedenje in znanje zgodovine in mogoče tudi strast do tega. Zakaj torej menite, zakaj je pomembno razumevanje zgodovine? Nam lahko služi, koliko je to lahko tudi nevarno na drugi strani, saj vemo, da se človeštvo iz zgodovine žal ne uči. Zakaj je torej potrebno, po vašem mnenju? Ja, jaz nisem popolnoma prepričan, da se ni mogoče iz zgodovine učiti. Dejstvo je, da ljudje zgodovine ne poznajo. Večinoma je neznanje zgodovine zelo razširjeno in torej se nimajo kaj učiti. In če bi pa ljudje zgodovino poznali in razumeli samega sebe v času, v katerem živijo, zaradi tega, ker živimo v enem prostoru, ki sega daleč v preteklost in se je treba umestiti v ta čas, v ta prostor, potem bi pa po mojem se lahko tudi nekaj iz zgodovine naučili, čeprav seveda je odvisno potem od prilike, od inteligence posameznika, tudi bi rekel od temperamenta posameznika, kako si. Si ti pripravljen sprejeti vse, kar je dobro in zavračaš, kar je slabo, ali si bolj na oni strani, bolj pesimistično usmerjen, konservativno mislim. No, se pravi, kaj pa je tista nevarna plat učenja zgodovine, po vaše, če je? Ja, nevarna plat zgodovine, ne toliko učenja, ampak zgodovinskega spomina, ki izvira iz najrazličnejših travm, je ta, da ta spomin gojiš in da postane patološki. Da ne znaš premostiti travm, ki so jih recimo tvoji starši, tvoji dedje preživeli in jih kuhaš v sebi in jih prenašaš v svojo okolico. To se prav v našem prostoru zelo pogosto dogaja. Ljudje nekako ne morejo pozabiti na vse tisto, kar se je dogajalo med drugo svetovno vojno ali po njej. To velja tako za Slovence, kako za Italijane. In ne rečem, da je treba ignorirati. Ne rečem, da je treba izbrisati. To, da treba je iti mimo in dejati, to se je zgodilo, to je del naše preteklosti, ampak mi živimo v drugačnem času, imamo drugačne probleme in zaradi tega moramo pač oblikovati svoje življenje na nov način. Mogoče, če nam za začetek, če to razumemo tudi kot neke vrste lekcijo, nekaj, kar bodo tudi bodoče generacije poslušale, če nam skušate opredeliti nekaj teh pomembnih pojmov v zgodovini izmov, tako imenovanih, kot je patriotizem, nacionalizem, irredentizem, fašizem, nacizem, komunizem, totalitarizem, socializem, kapitalizem, skratka, ogromno jih je. Je, faktično, ni tako enostavno na vse to odgovoriti. Tudi jih sami izberete, tiste, ki se vam zdijo za vas. Ja, po moje so vsi zelo pomembni. Tako je treba vse razumeti. Če mi dovolite, bi začel s patriotizmom, potem pa vas bom prosil, da me še spomnite na tiste, ki ste jih naštela. Ja, patriotizem je to. Živiš v eni določeni skupnosti.
govoriš en jezik, se vključuješ v družbo, ki ima svoje korenine v preteklosti, ima svojo zgodovino in se v tem ambientu počutiš doma. Veš, da je tukaj tvoja domovina, da so tukaj tvoji očetje, tvoji predniki in iz vsega tega vse to ti daje bi rekel, en občutek zaščite. To je domovina. Meni se zdi, da je ta pojem in to čustvo, patriotizem, zelo pomembno in izredno dragoceno. Ker kot pravim, resnično, veš, kje si, veš, kaj si in to sprejemaš kot eno bogatstvo. To je patriotizem. Nacionalizem pa je že nekaj negativnega, zaradi tega, ker pomeni, da si tako prepričan o vrednoti svoje domovine, svoje patrije, da misliš, da je nad vsemi, da mora prevladati nad drugimi bližnjimi ljudmi, ki so pač od tebe drugačni. Pri tem se jaz vedno spominjam na svojega profesorja Alojza Rebulo, ki je bil en globok kristjan, pozneje je šel po mojem v preveč ekstremistična smer, tudi v krščanstvu, ampak kar se tiče prav patriotizma in nacionalizma, je rekel, ja, jaz sem Slovenec, ampak predvsem sem človek. In meni se zdi, da je to zelo pomembno. Bolj važno je biti človek, kako Slovenec. Ker to pomeni, da so ti vsi ljudje na svetu bratje. Jaz dosti potujem po svetu in vam rečem, prav tega sem se naučil. Vidim v vsakem človeku, pa ne bo še takšen črn ali ne ima poševne oči ali kakorkoli, vidim svojega brata. In po mojem je to zelo pomembno. Ja, katera pa naslednja potem? Recimo iredentizem. Ja, iredentizem je pa tudi spet pomembno v našem prostoru. To beseda je nastala v drugi polovici ne prejšnjega, ampak 19. stoletja, ko se je združila Italija. Italija je bila prej razdeljena na razne kneževine, kraljestva in tako dalje, ampak leta 1861 se je začela združevati in je postala za tiste Italijane, ki so ostali zunaj, ki so ostali v Habsburški monarhiji, zelo privlačna domovina. Oni so se hoteli združiti s to Italijo in so se počutili, kako da niso odrešeni. Redento v italijanščini pomeni odrešen, da greš v nebesa. So se počutili, kako da niso v nebesih. In zaradi tega so rekli, nismo odrešeni, iredenti. Iredenti pomeni, nismo odrešeni. No, ampak seveda potem je ta iredentizem postal eno sovraštvo do Slovencev in do Hrvatov. In v tem smislu je pač za nas ta beseda dobila en negativen pomen. In smo blizu tudi fašizmu in če nadaljujemo še nacizmu. Ja, seveda, fašizem in nacizem sta pa seveda nekaj drugega. Namreč po prvi svetovni vojni, ko so se ljudje med leti 1914 in 1918 klali na raznih bojiščih. Ko je po vojni nastopila ena velika gospodarska kriza, je bilo treba najti izhod iz te strašne situacije, v kateri so se znašli. Seveda, ti mali ljudje, ki so se pač borili in so se vrnili živi z bojnega polja, so hoteli vendarle nekaj pomeniti v družbi. Pred letom 1914 je bila družba zelo elitarna.
Mali ljudje niso pomenili praktično nič. Zelo dolgo časa niso imeli niti volilne pravice. In sedaj pa se je ta zadeva spremenila, imeli so pravico, hoteli so prispevati, oblikovati svoje življenje, ampak kaj se je zgodilo? So se dali zapeljati od prvega voditelja, ki se jim je ponujal, z obljubo, da bo v trenutku vse spremenil. In tako imamo pojav Mussolinija v Italiji, imamo fašizem, imamo pojav Hitlerja v Nemčiji, nacionalizem, oba ta izma izhajata iz socializma. Socializem se je pojavil v drugi polovici 19. stoletja in je tudi obljubljal bolj pravično življenje, pri čemer pa so tako fašisti kot nacisti združili dva pojma. Nacionalno zavest, torej nacionalizem plus socializem. Ni en slučaj, da je Hitler imenoval svoje gibanje nacionalsocializem. Torej, in ni slučajno, da je Hitler imel svojo zastavo, ki je bila rdeča zastava, je bila socialistična zastava z kljukastim križem na svetu. No, na sredi. Je treba pa tudi reči seveda, da istočasno, poleg fašizma in poleg nacionalizma, se je v tej veliki krizi, svetovni krizi, ki je zajela predvsem seveda Evropo, pojavil tudi komunizem. Z bolševiško revolucijo, z Leninom, ki je tudi obljubljal, da bo v par letih tako rekoč spremenil in izboljšal razmere ljudi, in tudi za njim so šle množice. Tako da so se torej pojavili ti totalitarizmi. Zakaj totalitarizmi? Zaradi tega, ker so dejali to, kar mi sedaj izpovedujemo. To je dokončna resnica. Mimo tega ni mogoče več iti. To je, bi rekel, znanstvena resnica. Tako se bo razvijala zgodovina naprej. In treba je v to verjeti. Kdo ne verjame v tega, je odpadnik, je heretik, je sovražnik. No, to je pa seveda konec vsake demokracije. A nam lahko tudi opredelite oziroma primerjate ta dva termina, socializem in komunizem? Ja, glejte, komunizma ni bilo nikoli. Bil je socializem. Zaradi tega, ker so Lenin, Stalin, Tito in vsi drugi, ki so bili na oblasti v tako imenovanih komunističnih državah, v resnici trdili, sedaj mi gradimo socializem zato, da bomo prišli do komunizma. Komunizem bo nastal takrat, ko se bo družba tako razvila, da bomo vsi enaki in da boš ti dobil avtomatično vse, kar potrebuješ za svoje življenje. Seveda, to je bilo projicirano v prihodnost. Nekateri so celo mislili, da je ta prihodnost koliko toliko blizu. Recimo Hruščov, ki je vodil Sovjetsko zvezo med leti 54-64 prejšnjega stoletja, je rekel, čez 10 let bomo mi živeli v komunizmu.
niso živeli v komunizmu. On je bil že tisto leta 1964 odstranjen z oblasti. Jaz sem začel takrat hoditi no 10 let kasneje, sem začel hoditi v Rusijo in vam zagotavljam, od komunizma ni bilo ne duha, ne sluha, niti od socializma. No, vsekakor, socializem je tako rekoč predstraža komunizma. Sedaj pa se, po mojem, uveljavlja eno drugo tolmačenje socializma in oziroma to tolmačenje se je uvedlo v zahodni Evropi že pred 100 leti. Namreč, da nima smisla iti skozi revolucijo v socializem in nato v komunizem, ampak da se je treba počasi razvijati, iti po demokratični, parlamentarni poti, spreminjati družbo v času in jo izboljšati. In to so posebno, bi rekel, uspešno delali socialisti v skandinavskih državah. Tam v bistvu se je res uveljavil socializem takšnega, kakršnega si želimo. Ni, da je razlika med bogatimi in revnimi povsem odstranjena. Tam so še vedno zelo bogati ljudje, torej ni zelo revnih ljudi. Vsi živijo, bi rekel, spodobno. In takšen socializem si jaz želim. Moramo pa razumeti tudi kapitalizem. Ja, seveda, ja, kapitalizem pa je to, da nabiraš kapital na delu širokih ljudskih množic. Marx je to zelo dobro analiziral in je rekel, prej ali slej se bo zgodilo, da bo družba kakor en krožnik, na sredi katerega se bo dvigal en žebelj. In sedaj smo mi prišli v to situacijo. Nekaj 100 ali pa 1000 ljudi ima toliko bogatstva, kakor vse ostalo prebivalstvo, vse ostalo človeštvo. A je to pravično? A je mogoče tako družbo sprejeti? Jaz mislim, da ne. Da je treba nekaj popraviti. Mi smo sedaj v trenutku, ko je, bi rekel, ta kapitalizem, neoliberalizem izbruhnil po razpadu Sovjetske zveze in drugih socialističnih držav. Zgledalo se je, da je zmagal, ampak zdaj opažamo, da je v veliki krizi. Vsi se več ali manj zavedamo, to je vsi, jaz se zavedam, pa marsikateri drugi, da tako ne gre več naprej, da je treba razmere spremeniti, če nočemo pasti znova v diktaturo. Kar se pojavlja? Se pojavlja recimo v Trumpovi Ameriki, pa marsikje drugje, tudi pri nas. Greva mogoče naprej. Vaše polje raziskovanja zgodovine je široko, pa vendar zelo jasno na drugi strani. Proučujete zgodovino naših krajev, slovenske skupnosti, Jugoslavije, Slovenije in njegovega odnosa z Italijo. In prav v zvezi s prej navedenim vas prosim za neke vrste uvodni okvir. Če bi lahko na nek način, zelo težko vprašanje in velik izziv, ampak preleteli to zgodovino slovensko-italijanskih odnosov. Če bi lahko pogledali na skupno zgodovinsko dogajanje, predvsem v tem obdobju med obema vojnama. Ja. To je tudi, bom rekla, rdeča nit našega projekta. Ja, seveda. Torej, vsekakor je treba iti daleč nazaj v zgodovino in reči, tukaj v tem našem prostoru sta se oblikovali dve etniji, dva naroda,
ki sta govorila različne jezike in sta bila na različni socialni ravni. Italijani so bili bolj bogati, so bili bolj izobraženi, Slovenci so bili manj izobraženi, zelo pogosto praktično analfabeti, niso znali ne brati, ne pisati, so bili revni, so bili tlačani, so bili zatirani, ampak skozi stoletja se nič ni spremenilo, ker je bila družba tako statična, da misliti na spremembe ni imelo nikakršnega smisla, oziroma se niti ideja o spremembah ni pojavila. Po letu 1789, ko je prišlo do francoske revolucije, pa so se zadeve začele spreminjati. Pojavila se je ideja spremembe. To ni res, da je ta red, v katerem živimo, kjer imamo kralja, imamo aristokracijo, imamo plemiče in imamo kmete, ki so podložni, ni res, da se to ne more spremeniti. Če potrebno, se spremeni tudi z nasiljem, z revolucijo. No, in vse to je sprožilo seveda nove ideje, nova hotenja, ki so se vezala tudi na še eno drugo revolucijo, ki se je pojavila na začetku 19. stoletja, in to je industrijska revolucija, ko se je način produkcije, način dela, življenja začenjal spreminjati zaradi strojev, ki so se začeli pojavljati. No, in to je sprožilo v družbi eno veliko dinamiko, ki seveda ni bila, bi rekel, takojšnja, se je vlekla skozi čas. Toda leta 1848 so te silnice, ki so eksistirale v družbi, izbruhnile na dan s tako imenovano revolucijo narodov, ki je zajela predvsem Srednjo Evropo in v prvi vrsti Habsburško monarhijo. Ti narodi so hoteli imeti eno večjo vlogo v političnem življenju. Nekateri so se hoteli osamosvojiti, recimo Madžari, Italijani, nekateri so se hoteli združiti, Nemci so se hoteli združiti, Italijani so se hoteli združiti in tako dalje. Mi Slovenci, ki smo bili, kot pravim, z političnega zornega kota zelo zaostali, smo bili bolj skromni. Mi smo hoteli vsaj združiti naše dežele, ki so bile razdeljene na razne enote. Mi smo imeli Kranjsko, Štajersko, Koroško, Goriško, Istro, Trst, kaj se še pozabil. Torej, vse te dežele so bile v bistvu z upravnega zornega kota avtonomne enote. Nismo imeli meje, nismo imeli enega svojega osebka. In to smo hoteli doseči. Ta ideja, seveda, leta 1848 je bila, so jo izrazili samo redki intelektualci, ampak vendarle se je tako razširila tudi v naslednjih desetletjih, da je preživela in da je to postal praktično temeljni program slovenskega naroda. Združena Slovenija. Za dolgo časa so mislili seveda, da bo ta Slovenija ostala v okviru Habsburške monarhije, da se bo ta monarhija preobrazila v eno federacijo narodov. Do tega seveda ni prišlo. Toda kot pravim, ta trend, ta volja do obstoja, do kulturnega in tudi političnega uveljavljanja je eksistirala in si lahko predstavljate, kako je to prestrašilo tiste, ki so bili na oblasti. Na oblasti pa so bili
italijansko govoreči sodržavljani, ki so pogosto gledali proti Italiji. In je torej to vrenje, ki se je pojavilo med Slovenci, o katerih so mislili, da so eni miroljubni kmetje, ki niso nikakor nevarni, postalo zelo, zelo, bi rekel, grozljivo, ker je spodkopavalo njihove temelje. Zaradi tega je prišlo do enega nacionalnega konflikta v našem prostoru, ki je v tistem času imel predvsem besedne, verbalne oblike. Torej ljudje, pisali so si eden proti drugo, so se obkladali s strašnimi članki, ampak vse je bilo na tem nivoju. Seveda so tisti, ki so vladali, tisti, ki so imeli oblast v roki, skušali zavreti slovenski vzpon. Recimo tukaj v Trstu niso dovolili, da bi Slovenci imeli svoje šole in tako dalje, ampak to se jim ni posrečilo. Na kar je pa izbruhnila Prva svetovna vojna. Habsburška monarhija se je podrla in mi Slovenci smo se znašli leta 1918 tako rekoč brez države, brez zaščitnika. Bili smo popolnoma izpostavljeni tujim silam, ki so imeli svoje zahteve, kar se tiče našega prostora. V prvi vrsti seveda Italija. Italija je stopila v Prvo svetovno vojno po letu 1915, ko je prišlo v Londonu do tajnega sporazuma, pakta med Italijo, Anglijo, Francijo in Rusijo, to je Antanta, združenje Antante, je prišlo torej do tega sporazuma in na podlagi katerega je Italija stopila v Prvo svetovno vojno. Velike sile so ji obljubljale nove meje. In sicer strateško ugodne meje na Alpah, na Brennerju in tukaj pri nas pa torej na tako imenovanem razvodju, tam, kjer vode tečejo v eno ali v drugo smer. Pri nas imamo namreč recimo Sočo, ki teče v Jadransko morje, ampak imamo potem Savo, ki izvira zelo blizu Soče, teče pa v Črno morje. In torej oni so hoteli imeti to mejo, ko so rekli, pa to je meja stare rimske Italije. Torej je naša, ta zemlja je naša. Oni so prišli, Italijani, v naš prostor, prepričani, da so prišli domov in da je treba to področje čim prej narediti italijansko. Tako da je po letu 1918 prišlo do hudega raznarodovalnega pritiska. 350 tisoč Slovencev se je znašlo pač v Italiji. Drugi Slovenci so se priključili kraljevini Srbov in so oblikovali Jugoslavijo. Korošci so ostali pod Avstrijo in torej naš narod je bil praktično razbit in je izgledalo, da nima velike bodočnosti. To se je spremenilo v času druge svetovne vojne, zaradi tega, ker spet so nas napadli, tokrat Italija in Nemčija, spet so nas razdelili, tudi Nemci so prišli na Štajersko in na Gorenjsko, kakor da gredo domov in so hoteli tiste dežele čim prej ponemčiti. Italijani so prišli v Ljubljansko pokrajino, bi rekel, z drugačnimi občutki. Zavedali so se, da je tista pokrajina pač, da ni njihova,
ampak so hoteli vendarle jo imeti, zaradi tega, ker so se hoteli širiti v podonovski prostor. Obenem so okupirali in so si pridobili tudi Dalmacijo, torej celo Jadransko morje naj bi bilo njihovo in so bili prepričani, da so in da bodo postali velika sila. Na srečo se jim to ni posrečilo, kajti zlomili so se že 2 leti kasneje, leta 1943 je Italija bila prisiljena v kapitulacijo 8. septembra 1943 in vse se je spremenilo predvsem zaradi tega, ker so Slovenci našli eno vrednoto, ki je v preteklosti niso poznali, in sicer vrednoto upora. Mi Slovenci, kot pravim, smo vedno veljali kot en pohleven, miroljuben, kmečki narod. Nenadoma, že v času med obema vojnama, tukaj na Primorskem, smo se začeli upirati, tudi z orožjem v roki, smo oblikovali gibanje Tiger. Pozneje, med drugo svetovno vojno, smo se uprli z osvobodilno fronto v partizanskem gibanju in to je spremenilo našo situacijo, zaradi tega, ker da bi je dalo, bi rekel, mednarodno razpoznavnost. V preteklosti nihče pravzaprav se ni obregnil ob nas, nismo eksistirali v zavesti Evrope, smo bili en popolnoma postranski osebek, če smo sploh bili. Sedaj pa smo dokazali, da se znamo uveljaviti tudi z bojem. In tako da je torej po vojni leta 1945 prišlo do spremembe meja, to pa je seveda še poglobilo konflikt z Italijo, zaradi tega, ker mi smo zasedli pač ozemlja, o katerih so Italijani mislili, da so njihova. Hoteli smo imeti celo Trst in Gorico, tega nismo dobili, ampak mejo smo pa vendarle krepko prenesli proti zahodu. In ta boj za meje je potem zaznamoval dolgo časa naše odnose med Jugoslavijo in Italijo. Predstavljajte si, da smo bili zadnji, katere dokončna meja, torej zadnja država, zadnja entiteta, katera je bila dokončna meja določena šele leta 1975 z Osimskimi sporazumi. To je šlo za ta kratek prostor med Trstom in Koprom. Ampak, kot pravim, resnično smo bili zadnji narod v Evropi, ki si je dokončno zagotovil svoje meje v tem prostoru. Od takrat naprej so se razmere z Italijo nekoliko izboljšale. Imeli smo še številna krizne momente. Takrat, recimo, ko se je Slovenija osamosvojila, so Italijani nekako hoteli popraviti mejo. To se jim ni posrečilo, zaradi tega, ker jim Evropa to ni dovolila, ampak vsekakor počasi se razmere nekje izboljšujejo, so se izboljšale, ne moremo reči, da ne. Vstopili smo v Evropsko skupnost, imamo isti denar, meje so odpadle, smo tako rekoč v isti barki in sedaj je končno mogoče napočil čas, ko bo mogoče graditi eno skupno, kolikor toliko pametno sožitje. Pa mogoče
se zaustaviva tudi na teh današnjih odnosih, ne, Ja. med Slovenijo in Italijo. Pa če nam predvsem mogoče opišete to pripadnost Trsta v teh sporih in vse, kar nastaja okrog tega. No? Ja, Trst je bil eno jabolko spora med nami in Italijani, zaradi tega, ker mi smo že od leta 1848 dalje računali na to, da bomo imeli dostop do morja. In si nismo mogli predstavljati, da bi prišli do morja drugje, kakor v Trstu. Tukaj smo mi skozi stoletja. Ne smemo pozabiti, da je Trst v bistvu ena enklava. Veste, kaj pomeni enklava? To pomeni en otoček znotraj slovenskega teritorija. V katerokoli smer greš iz mestnega središča, stopiš na slovensko zemljo. Razen če ne greš na morje. In zaradi tega smo pač bili prepričani, da je Trst normalno izhodišče za Slovenijo na morju. Na Koper v preteklosti nihče ni mislil, večina ljudi ni niti vedela, da Koper eksistira. No, ampak seveda razmere so se potem razvile drugače, predvsem zaradi tega, ker je prišlo do hladne vojne po letu 1945. Kaj pomeni hladna vojna? Ta spor med bivšimi zavezniki. V času vojne proti Hitlerju so se Anglija, Amerika in Rusija združile v skupni boj. Toda dejstvo je, da sta Anglija in Amerika, Velika Britanija in Amerika bili kapitalistični državi, kjer je vladala relativna demokracija. Rusija je bila socialistična država s enim diktatorjem, ki je bil resnično strašen, in sicer Stalin. In zaradi tega je torej prišlo med enim in drugim blokom do velikega trenja, in to trenje se je izkazalo najprej pri nas. Kajti Jugoslavija, ki je tudi hotela postati socialistična država, kjer so zmagali partizani skupaj s Titom, ki so se proglašali za komuniste, je iz Londona in iz Washingtona zgledala kot podaljšana roka Stalina. In torej ni bilo vseeno, kje bodo meje, komu bo pripadal Trst. Trst je bil eno pomembno pristanišče, ampak predvsem je v glavah Italijanov imel eno ogromno čustven pomen. Zaradi tega je Churchill, ki je bil voditelj Velike Britanije v tistem času, rekel: če hočem preprečiti, da bodo komunisti zavladali v Italiji, da bomo izgubili Italijo, moram zaigrati na karto italijanskega nacionalizma in odtegniti široke ljudske mase od komunistične partije, ki je bila v Italiji zelo močna. Kako to narediti? Tako, da bom obljubil, da se bom boril za italijanski Trst. Da bom s tem pokazal, kako je Velika Britanija, kako je Zahod na strani Italije, na strani italijanskih interesov. In na to karto je leta 1945 tudi zaigral, v tem smislu, da je zahteval od Tita, da umakne, smo maja 1945, da umakne svoje čete iz Trsta in seveda tudi Gorice. In je imel uspeh. Tito,
Torej, Churchill je bil tako pripravljen, da prisili partizane, da se umaknejo, da je pripravljal vojaški napad. Zgledalo je, da bo po koncu, da se bo v Trstu končala druga svetovna vojna in da se bo začela tretja svetovna vojna. In tako da je pač Tito moral popustiti, se moral umakniti. Velike sile so za nekaj časa dobile eno rešitev, ki je bila samo začasna, namreč so ustanovile svobodno tržaško ozemlje, eno majhno državico, ki ne bi bila tukaj oblikovana ob morju, ampak to ni zaživelo. Leta 1954 z Londonskim memorandumom je Italija spet prišla v Trst, Jugoslavija je ostala v Kopru. Razmere se niso še izboljšale, ker kot pravim, meja še ni bila dokončno začrtana in vse skupaj se je potem razvozlalo leta 1975 z Osimskimi sporazumi. Torej, kot vidite, ena zelo burna zgodba, veliko skoraj enkratna v zgodovini Evrope, ki je pogojevala seveda odnose med narodi. In je prilivala ognja na požar nacionalizma. Zdaj, jaz nočem reči, da so bili samo Italijani nacionalisti. Tudi Slovenci smo bili nacionalisti, jasno. Vsakdo je hotel pač doseči čim več. In ta spor je bil torej zelo boleč. Ga nismo še popolnoma niti še premostili. Če ostanemo na tem širšem pogledu, ali nam lahko podate kakšen primer iz zgodovine, kjer so posamezni narodi v sporu vendarle presegli ta konflikt in mogoče lahko rečemo, da so kasneje dosegli nek pravi dialog. Je to sploh mogoče oziroma v kakšni meri? In hkrati, kaj je za dosego tega po vašem mnenju najbolj pomembno? Mogoče to, da enostavno mine čas, da se ene stvari zacelijo, ali kaj drugega? Ja, jaz bi rekel, jaz poznam v bistvu eden ali dva primera. Eden je recimo odnos med Dansko in Nemčijo. Namreč v Schleswig-Holsteinu obstoja ena danska manjšina, na oni strani meje pa eksistira ena nemška manjšina. Koliko jaz poznam razmere tam, so faktično našli tako možnost dialoga. Isto se je zgodilo po mojem na Finskem, kjer obstoja ena velika švedska manjšina. No in zdaj se spomnim še en primer v Belgiji. V Belgiji eksistira en hud spor med Flamci in Valonci. To je med tistimi, ki govorijo flamsko in tistimi, ki govorijo francosko. Obstoja pa še ena majhna nemška manjšina. In tista manjšina pa živi zelo dobro. In ni v sporu z nikomer. Zakaj to? Jaz mislim, da če hočemo doseči take rezultate, je predvsem treba zagotoviti, da je meja priznana od vseh. Da vsi vemo, kje so meje, do sem je Danska, od tu dalje je Nemčija, da je socialna situacija prebivalstva visoka, ekonomska, gospodarska, da je gospodarski razvoj tudi visok, da je meja odprta in kaj še? In da je politična situacija kolikor toliko enaka, podobna in da ni velikih razlik, tako da se ljudje povsod počutijo kot doma in da eksistira med njimi eno globoko medsebojno spoštovanje.
če to obstaja, potem je v bistvu vse eno, kje živiš. Ker se vedno, kjerkoli živiš, se počutiš suveren. Nisi nikomu podložen. In dokler ne bomo tudi v našem prostoru nekaj takega ustvarili, pri nas seveda ne bo miru, v duši ljudi ne bo miru. Greva za trenutek malo razumeti, kakšen je namen oziroma pomen arhivov. Ne? Ja. V svoji dolgoletni karieri ste vi raziskovali in razbirali sledi zgodovine v najrazličnejših arhivih širom po svetu. Pa bi vas vprašala, če nam lahko predstavite, kako to delo poteka. Kakšna je vaša izkušnja? Koliko so po vašem mnenju arhivi pomembni? Kako vplivajo na zapisovanje naše zgodovine? Ne? Zakaj nekateri arhivi pa ostajajo še vedno zaprti za javnost? Ja. In mogoče kdo in kdaj se odloča, kdo lahko poseže v njih? Seveda. Če nam mogoče razkrijete enemu mlademu poslušalcu. Ja, jaz imam, kar se arhivov tiče, res eno zelo široko izkušnjo. Pravkar sem se vrnil z Dunaja, kjer sem delal v tamkajšnjem državnem arhivu. Odpotoval sem tako rekoč ta zadnji moment pred temi incidenti, ki so sedaj pač se zgodili na Dunaju. Sicer je bila situacija dokaj neprijetna, zaradi tega, ker sem se stalno bal, da se bom nalezel virusa in sem se spraševal, kaj se mi bo na Dunaju zgodilo, če se mi to zgodi. Torej, se mi ni. Sem delal v arhivu, moram reči, v koliko toliko izrednih pogojih, zaradi tega, ker so dovolili vstop malo ljudem, mogoče nas je bilo 5 v tem ogromnem arhivu. Jaz sem imel eno posebno kabinico, kjer sem lahko delal. In moram reči, zame osebno je delo v arhivu zelo, zelo zanimivo. Jaz sem začel delati v arhivu pred 40 leti. In sem odkril, kako mi je všeč. Zaradi tega, ker tam, torej, ti imaš eno tematiko. Hočeš napisati eno znanstveno razpravo, eno knjigo. Iščeš materiale, iščeš gradivo. Kaj so arhivi pravzaprav? Arhivi so depoziti naše preteklosti. Tisto, kar se je dogajalo v preteklosti in je ostalo zapisano na papirju ali pa sedaj tudi kakorkoli zabeleženo, ne, imamo tudi filmske arhive, imamo vse mogoče druge arhive, vse to je nekje zbrano. In v tej ogromni kopici dokumentov moraš ti najti tisto, kar želiš videti. Pri tem ti seveda tudi pomagajo strokovnjaki. Imaš vrsto pripomočkov, indeksov, registrov in tako dalje. Torej, najdeš svoje področje. Recimo, zdaj sem jaz na Dunaju iskal, kaj so poročali avstrijski diplomati iz Beograda med leti 1950 in 1980, ne, in sem torej pregledal 30 let poročil, jih fotografiral. Moram reči, da sedaj je delo v arhivu dosti bolj enostavno, kakor v preteklosti. Ko sem jaz začel delati v arhivu, smo šli z enim zvezkom in enim svinčnikom. Zaradi tega, ker se ni smelo uporabljati, rečemo, kulija ali katerega koli takšnega pisala. No, in vse na roko. Jaz sem v tistih letih tako pisal, da sem imel krč v roki. Sedaj je vse dosti bolj enostavno, zaradi tega, ker lahko posnameš, lahko fotografiraš. Zadnja novost je to, da lahko skeniraš. To je še najbolj enostavno. In imaš potem doma. Jaz imam sedaj recimo po tej izkušnji v Avstriji, v
svojem telefončku, ampak tudi v svojem računalniku imam 30 let poročil. Nekaj, rekel okrog 10 tisoč. Okrog 10 tisoč poročil, ki jih moramo še prebrati in pregledati. Ampak mislim, je pa seveda to iskanje, da vse zanimivo, zaradi tega, ker posebno, ko prideš do ene stvari, ki je še ne poznaš, ki meče na preteklost eno novo luč, ki daje nove akcente pač dogajanju. Jaz se sicer zavedam, da ne bomo preteklega dogajanja nikoli popolnoma obvladali, zaradi tega, ker življenje je tako večplastno in tako bogato in tako spremenljivo, da vsega tega ne moreš zajeti in vse ne ostane nikoli zabeleženo. Kako, recimo ta najin pogovor bo ostal verjetno zabeležen, ampak če bi se privatno srečala, pa ne, in vse to bi se pač izgubilo. Bog ve, kaj so si ljudje privatno povedali v preteklosti, zanimivega, bogatega in pomembnega, kar ne bomo nikoli vedeli. Ampak že to, kar ostane zapisano ali zabeleženo, kakorkoli, je važno. No, in tako je za nekoga, ki dela moj posel, ki hoče pisati o zgodovini, je arhivsko delo bazilarnega pomena, kajti brez tega čisto enostavno ne gre. Sedaj seveda vi sprašujete, kako so nekateri arhivi zaprti ali odprti. Je zelo odvisno od civilizacijske stopnje, v kateri je ena država. Tam, kjer so razmere koliko toliko urejene, so arhivi po 30 letih navadno odprti, čeprav še vedno nekateri dokumenti ostanejo zakriti. Jaz, ki recimo hodim že praktično 40 let v London, moram reči, da tam se dela čudovito, zaradi tega, ker so Angleži tudi razumeli, da imajo korist, če zgodovinarji študirajo njihovo zgodovino, ali tudi svetovno zgodovino, ker s tem se uveljavijo sami sebe. In so torej arhiv tako odprli, da je težko povedati, tako preprosto, tako prijetno je delati v tem glavnem arhivu, ki je blizu Londona, da je težko povedati. Zame je to najljubši arhiv, ne? Ampak tudi moram reči, v Ameriki sem delal zelo lepo, manj drugje, v Italiji je tudi ta, rečemo, termin 30 let, ampak razmere, v katerih delah so dosti bolj skromne in, bi rekel, neurejene. Potem so pa nekatere države, ki svoje arhive še nekako zakrivajo. Tukaj mislim predvsem na Rusijo, ki je delno te arhive odprla, delno pa ne. Recimo arhiv NKVD, torej tajnih služb, je še vedno zaprt. In dokler ne bomo imeli dostopa do tistega arhiva, ne bomo vedeli vsega, niti o jugoslovanski zgodovini. Zaradi tega, ker naši voditelji, začenši s Titom, so bili močno povezani s tajnimi službami, z NKVD. In kakšna je bila njihova vloga? Kaj so poročali tem tajnim službam? Vsega tega ne vemo. Sedaj se pripravljam iti konec meseca v Vatikanski arhiv. Tudi tam so razmere posebne, ker Vatikan konec koncev ni ena demokratična država, je pravzaprav ena teokratska država. Oni imajo svoje pojme in svoje načine odpiranja arhivov, oni jih odpirajo po papežih. Ko mine toliko let od smrti nekega papeža, potem odprejo za njegovo obdobje arhiv. In tako je sedanji papež Frančišek odločil, da sedaj, februarja, je odločil, da bo odprl arhive Pija XII.
torej arhive, ki gredo iz leta 1939 do 1958. Torej obdobje Pija XII. Za nas je to obdobje seveda zelo pomembno, zaradi tega, ker pokriva čas druge svetovne vojne. Jaz sem hotel oziroma hočem iti tja, da pogledam, kakšni so bili odnosi med škofom Rožmanom, ljubljanskim škofom Rožmanom in papežem, kaj sta si dopisovala in kako je Vatikan gledal na Rožmanovo politiko sodelovanja, nažalost, z Italijani in z Nemci. Ampak sedaj se sprašujem, ali bo mogoče iti v Rim. Jaz sem imel termin že marca, prejšnjega marca bi moral iti, ampak so pa arhiv zaprli. Mi je odpadlo. Potem sem seveda takoj prosil za nov termin. So mi dali sedaj en teden od 29. novembra do 7. 8. decembra. Je vprašljivo, ali bom lahko šel ali ne. Če bo le mogoče, bom tudi riskiral iti v Rim. Ne vem, kakšna je situacija tam sedaj. Bom na vsak način jim pisal prihodnji teden in bom pisal in jih vprašal, ali je mogoče sploh priti ali ne. No, vam želimo srečo in upam, da bo takrat vse primerno, da boste res Upamo, zares. Posegel po teh dokumentih. Nam mogoče predstavite, kje so pa arhivi, ki hranijo, bom rekla, dediščino Slovencev v Italiji. Kaj imamo med Slovenci v Italiji arhivov? Ja, imamo dosti, pa ne samo Slovencev v Italiji, temveč od cele Primorske. To so italijanski državni arhivi. Italija ima več arhivov, seveda. Je arhiv zunanjega ministrstva, je tako imenovani osrednji državni arhiv, kjer je predvsem notranje ministrstvo, so vojaški arhivi in tako dalje. No, in vsi ti arhivi so močno vezani na naš prostor, ker kot pravim, Italija je okupirala 1/4 Slovenije, je med vojno še več, je priključila tudi Ljubljansko pokrajino in v teh arhivih je dosti o nas, o naši preteklosti. Jaz, ko sem delal recimo v osrednjem državnem arhivu, se mi je zdelo, da sem da berem domače papirje, zaradi tega, ker je bilo toliko primorskih Slovencih, sem našel tudi svojega očeta noter. Najprej nisem razumel, za koga pravzaprav gre, zaradi tega, ker je bil poimenovan kot Federico Pierazzi. Moj oče je bil Miroslav Pirjevec. Ampak, kako vi veste, so tile Italijani, fašisti, so zamenjali naša imena in tudi, torej priimke in tudi imena. Miroslav je poslal Federico, to je prevod, v nemščini je Friedrich resnično Miroslav. Ne, torej, Federico Pirjevec je postal Pierazzi in najprej sem mislil, kdo je pravzaprav to, potem se mi je posvetil, da je to moj oče v bistvu. Če ostaneva še pri arhivih, ne? Koliko je razumevanje zgodovine tudi politično pogojeno? Ali se zgodovina piše enkrat za vselej, čemu pa vseeno služi ponovno branje oziroma revidiranje zgodovine? Je to občasno nujno početje ali tudi nevarno, da služi vsakokratnim političnim interesom? Kaj bi imeli? To je dvorezni meč. Na eni strani je absolutno nujno, zaradi tega, pa tudi naravno, zaradi tega, ker vsakdo, ki preučuje zgodovine, bo pisal o tem, kar preučuje iz svojega zornega kota, tako, kako mu dovoljuje njegova pamet, njegova razgledanost, njegova inteligenca, njegova spretnost podajanja, pisanja
in tako dalje. Torej, faktorjev je dosti. To je po mojem nekaj potrebnega, nekaj resnično fiziološkega. Mimo tega ne moreš. Vsaka generacija, vsak človek, vsak zgodovinar piše na novo, izhajajoč iz tega, kar poznamo. Ampak je pa potem še en drugi način pisanja zgodovine, to, da namreč zgodovino uporabljaš v trenutnem političnem boju in da jo izrabljaš v tem smislu, tudi potvarjaš, interpretiraš na svoj način, tako, kakor ti paše. In pri nas se to, recimo pri nas v Sloveniji se to zelo dogaja v zadnjem času, pa ne samo pri nas. Tudi marsikje drugje, tudi v Italiji se to dogaja. In seveda tak tip branja zgodovine ali pisanja zgodovine lahko postane zelo nevaren. Zaradi tega, ker zgodovina postane orožje v ščuvanju k sovraštvu in odpiranju ran, ki so se več ali manj zacelile in torej v konfliktu med ljudmi, ki ni potreben. In to je zame, tako branje zgodovine je zame zelo, zelo zavrženo in kot pravim, sem mu absolutno nasproten. Jaz sem skušal svoje partizane, zdaj sem napisal knjigo o partizanih, pisati tako, da bom prikazal celotno sliko. V prepričanju, torej svetle, epske, junaške plati partizanskega gibanja, ampak tudi temne plati in tudi zločine. Bil sem prepričan, da bom prispeval k spravi med nami. Da se bom približal mladim ljudem, ki bodo brali to zgodovino in bodo rekli, aha, tako se je dogajalo, to je naša preteklost, jo sprejemamo v celoti, jo sprejemamo na znanje v celoti, vemo, kdo so zmagali, vemo, kdo so bili poraženi in to je zadosti. Če pa te zmage in te poraze prenašamo v naš prostor in iščemo še eno, bi rekel, ponovni preobrat zgodovinskega dogajanja, postane vse skupaj zelo nevarno. In to se je z mojo knjigo zgodilo, zaradi tega, ker sem postal žrtev zelo ogabnih napadov, ki so znak, bi rekel, tudi določene zaostalosti naše družbe. Če se vrneva spet k temu razbiranju zgodovine, mogoče, če nam razložite, kakšno je vaše stališče do individualnega spomina na eni strani in vloge posameznika, ne, pri zapisovanju zgodovine in na drugi strani tega kolektivnega spomina. Kako vi kot zgodovinar pristopate do tega? Ja, eno in drugo je zanimivo in pomembno. Jaz recimo zelo cenim memoare. Imam izredno rad in tudi starejše ljudi nekako skušam pregovoriti, posebno tiste, ki so bili na pomembnih položajih, da napišejo svoje memoare. Pred leti sem recimo naredil skupaj s svojimi sodelavci 4 intervjuje z našimi diplomati, s Stanovnikom, bratoma Osolnik, pa z Vratušom, ki so na spletni strani, če želite pogledati, naslov je Od Mašuna do New Yorka, ker ti so res šli. Mašun je en kraj tukaj pod Snežnikom, kjer so se zbirali kot partizani in od tam, iz teh gozdov, so prišli do New Yorka. No in pravim, kaj so vsi ti ljudje povedali, kako zanimiva je njihova življenjska zgodba, koliko detajlov so mi dali,
ki sem jih potem jaz tudi uporabil v pisanju zgodovine in kjer niso nikjer zapisane. Tako da, kot pravim, je to zelo pomembno. No, in potem je pa kolektivni spomin, ki je lahko seveda, kot pravim, traumatičen, kajti če ta kolektivni spomin služi za to, da bomo pogrevali stare spore, stare zdrahe in bomo nadaljevali v tem dejanju, po mojem, postaja vse skupaj zelo, zelo nevarno. Je pa, mislim, potrebno vedeti, kaj se je dogajalo. Želel bi vas opozoriti, da če ne bi bilo zgodovine, če ne bi bilo šole, bi nek zgodovinski dogodek verjetno šel v pozabo v 3 generacijah. Prva svetovna vojna je od nas zdaj že tako daleč, da se na njo nihče več ne bi spominjal. Ne bi bilo nobenega pričevalca, ki se je udeležil Prve svetovne vojne. In bi se to zbledelo. Tako se je dogajalo takrat, ko ni bilo pač pisanja. Dogajalo se je takrat, ko ljudje niso znali brati in čitati. Vse to zgodovina je šla v pozabo. Sedaj, ko živimo v drugačnih razmerah in znamo brati in čitati, so razmere drugače, torej zgodovina ostaja kot en temeljni moment naše družbe. Zaradi tega, ker nam pove, od kod smo, kaj smo sedaj in kam gremo. Tako da, po mojem, je to ena važna panoga. Po lepe misli, pa se sprašujem, imamo še kondicijo, lahko še kakšno vprašanje? Ja, jaz mislim, da smo marsikaj povedala. Ne vem, če imate vi še kaj dodati, z veseljem odgovorim. No, lepo, mogoče bi vas vprašala tudi o vašem razumevanju meje, kaj je za vas meja, kako jo vi razumete, ali jo lahko imamo tudi kot nek pozitiven faktor, ne samo nekaj, kar nas ločuje, ampak v ločevanju kot priložnost za vzpostavitev dialoga tudi, ne? Da postaviš mejo med teboj in tistim, ki je na drugi strani. Če nam malo razložite, kako vi razumete meje. Jaz mislim, da v enem idealnem svetu mej ne bi smelo več biti, zaradi tega, ker konec koncev svet je tako majhen, da črtati meje v njem je nekje absurdno. Vsi ljudje imamo pravico živeti povsod na tej majhni kroglici, ki je svet, naš svet. Zadnjič sem videl eno vrsto fotografij, ki jih je poslal Voyager, poznate tale sonda, ki je sedaj šla celo izven našega sončnega sistema in je pošiljala torej te čudovite fotografije planetov, mimo katerih je letela in tako dalje. No, in ena od teh fotografij, zelo, zelo oddaljena, kaže, kako se vidi Zemljo iz, bi rekel, milijard kilometrov daleč. Je ena majhna svetla pikica, na tej majhni svetli pikici mi živimo. Torej, kot pa, svet je za vse. Toda, dokler ne bomo prišli do tiste stopnje zrelosti, da bomo to razumeli, je vendarle pomembno zaradi mirnega sožitja med nami, da vemo, kje je moj dom in kje je
tvoj dom, kje je moj vrtiček in kje je tvoj vrtiček. In seveda med temi vrtički ne sme biti ograje. Morajo biti brez plotov. Več ali manj smo to, hvala Bogu, dosegli, v Evropi vsaj smo dosegli. Življenje se je bistveno spremenilo zaradi tega. Jaz, ki se še spominjam, celo, veste, železne zavese. Takrat, ko je bila meja neprehodna in neprestopna, recimo tukaj na Fernetičih, med italijansko mejo in jugoslovansko mejo so postavili take ogromne bloke iz cementa, zaradi tega, da ne bi prišel en kamion, en tovornjak, ki bi predrl drog in se zapodil na drugo stran. Tako da torej ta meja je bila resnično tako rekoč neprestopna in meja socialističnega bloka z Zahodom je dolgo časa ostala taka, v bistvu do konca, do propada Berlinskega zidu. Predstavljajte si, meja je postala celo zid in nažalost je danes tudi zid. V Ameriki z Mehiko, v Izraelu z Palestinci. Pri nas je bodeča žica. Jaz ne bom nikoli opustil bivšemu predsedniku Cerarju, da je nas osramotil, da je Slovence tako osramotil s tisto bodečo žico. Nažalost smo prišli do tega. In to je treba premostiti. Kako? Očitno, da uredimo razmere med ljudmi. Jasno je, da, veste, kot sem rekel, jaz recimo hodim vsako leto v Indijo. Vem, kako tam ljudje živijo. In razumem, da je razkorak med njimi in nami tako ogromen, da je težko povedati. Mi živimo kakor v nebesih za njih. Kaj pa šele recimo za Afriko? Ali pa recimo za tista področja, kjer je vojna, kakor v Siriji in tako dalje. Jasno je, da ti ljudje se skušajo rešiti in prihajajo k nam v iskanju boljšega življenja. Vprašanje je seveda, kako jih lahko mi sprejmemo, koliko jih lahko sprejmemo, kako bomo našli z njimi eno možnost sožitja, ko pa prihajajo z različnimi virami, z različno mentaliteto, z različnimi navadami in pogosto se ne vključijo v naš prostor. Recimo sedaj, ko se je na Dunaju, ko je prišlo do tistega napada na Dunaju, fant, ki je začel streljati tam, se je rodil v Avstriji, je bil avstrijski državljan, je hodil v avstrijske šole, ampak vendarle, gledajte, kakšno sovraštvo je v njem živelo. To so torej zelo veliki problemi, s katerimi se mora soočati naš čas in jaz mislim, da če Evropa ne bo znala rešiti teh problemov, si jih ne bo znala zastaviti in zaenkrat si jih še ni znala pravilno zastaviti, ne vem, kje bomo končali, zaradi tega, ker ne naredimo, kar hočemo. Naj zapiramo naše meje, kakor hočemo, temu navalu se ne bomo izognili. Če ostanemo za trenutek na tej ideji Evrope, vas izzovem z enim takim primerom. Kaj vi mislite, obstaja možnost, da bosta obe Gorici, Nova Gorica in Gorica enkrat v kratkem zares postali eno združeno mesto? Ja, jaz moram reči, da jaz v Evropo zelo verujem. Od samega začetka in se tudi čutim Evropejca,
zaradi tega, ker resnično sem povsod doma. Jaz sem študiral v Nemčiji, sem študiral v Avstriji, sem študiral v Angliji, sem študiral v Rusiji, v Franciji, torej po celi Evropi, da ne rečemo Balkanu in Italiji. Več ali manj govorim bolje ali slabo tudi vse te jezike, razen madžarščine, ali jih kakorkoli razumem. In torej se res čutim v Evropi doma. In bi želel, da bi se vsi tako čutili. Da bi torej ta Evropa v bistvu zaživela. Prejšnjega marca bi morali na Akademiji znanosti v Ljubljani imeti en simpozij prav za mlade o Evropi. In smo jaz sem napisal še svoj referat in vse in tako dalje, ampak potem je prišla ta pandemija in je vse skupaj padlo v vodo. Rekli smo prihodnje leto, se sprašujem, če bo prihodnje leto sploh še odprto, ampak na vsak način. Tam v tistem svojem referatu sem prikazal tem mladim ljudem, kako se je razvijala ideja Evrope, sem povedal, kaj nismo še dosegli, marsičesa nismo še dosegli, predvsem nismo še dosegli ene zavesti, da smo ena entiteta, ki je različna od Amerike in ki se mora ločiti od Amerike, ki mora voditi svojo politiko, svoj pogled na svet, delati v korist svojih interesov in tako dalje. No in sem pa rekel, ena stvar, ki se pa po mojem zdi, ki pa je po mojem zelo pomembna in važna, je program Erasmus. Vi poznate program Erasmus? To je možnost, da mladi ljudje, ki obiskujejo univerze, gredo s svoje univerze na eno drugo evropsko univerzo. Teh je zdaj že nekaj milijonov. In mislim, da to je eden od velikih dosežkov Evrope, kajti ti ljudje, ta generacija Erasmus je drugačna. Na to generacijo je treba računati. Pa mogoče, če se bližava koncu, zaključiva še z eno temo, ki je vam tudi zelo blizu, o kateri veliko pišete in proučujete, upor. Ja. Če že, kako in na kakšen način, kdaj potrebujemo upor oziroma protest? Je to edini način nestrinjanja proti nekim absolutizmom, diktaturi? Kdaj naj po njem posežemo? Kdaj je potrebno poseči po uporu, po protestu? Ja, raje ne. Lepo bi bilo, da upora ne bi bilo treba uporabljati. Ampak so ene določene situacije, ki se oblikujejo, ko pa ni drugega izhoda. To celo katoliška cerkev priznava. Sveti Tomaž je rekel, kadar je Satan na oblasti, potem je upor upravičen. Pri nas, ko je bil Satan na oblasti, mislim na Mussolinija, je bil upor upravičen. Ko je bil drugi Satan na oblasti, Hitler, je bil prav tako upravičen. Je bil še tretji Satan, zapoved po pravici, Stalin. In tudi proti njemu bi bil upor upravičen, ki je bil tako satanski, da ni bilo mogoče se niti upreti. No, ampak na vsak način pravim, upor zame je upor tudi ena vrednota v določenih situacijah in kot pravim, ko smo mi Slovenci odkrili vrednoto upora, smo v bistvu zares zrasli, smo naredili en evolucijski skok. Iz ene brezoblične mase, ki jo je bilo lahko potlačiti in jo obvladovati, smo postali osebek. Ko smo rekli ne, sedaj pa nam je zadosti. Smo pripravljeni se tudi boriti in tudi riskirati življenje. In to smo mi storili. Predvsem
Primorci, potem z Osvobodilno fronto in zaradi tega jaz pravim, da je, koliko sem kritičen do komunizma, toliko sem prepričan, da je Osvobodilna fronta eden najbolj svetlih trenutkov v zgodovini našega naroda, oziroma najpomembnejši trenutek v zgodovini našega naroda, zaradi tega, ker smo se Slovenci postavili na noge in rekli, mi smo tukaj gospodarji. In to nam je dalo potem tisto veljavo, ki je in samozavest, ki je dovolila, da smo se potem osamosvojili. Verjetno bi bilo tudi bolje, če bi v normalnih razmerah ostali v zvezi z drugimi jugoslovanskimi narodi. Jaz proti eni jugoslovanski federaciji, kjer bi bili vsi narodi enakopravni, ne bi bil tej ideji nasproten. Sedaj smo v eni drugi federaciji, ker je očitno, da prav sami ne moramo živeti. Ampak problem je, kakšno mesto si zagotovimo v tej novi federaciji. Ali bomo samo en postranski subjekt brez veljave, kar riskiramo tudi postati, ali bomo prispevali k skupnemu življenju. Kreativno prispevali k skupnemu življenju. Na to je treba pomisliti. Jaz vabim mlade in vabim Slovence, naj pomislijo na to. Mogoče še eno vprašanje. Kako bi ocenili sedanje drže antifašizma in antikomunizma? Jih lahko razumemo tudi kot neke vrste reakcijo na drugega, kot odgovor na provokacijo, na delovanje drugih, kar pomeni, da na nek način v bistvu sprejemamo igro sovražnika. Ali je nemara bolje, da bi delali da delaš na tvoji poziciji, na tem, zakaj se pozitivno zavzemaš, da tako ti postavljaš drugim pogoje oziroma reakcije? Ja, gledajte, je odvisno od razmer in situacije. Fašizem je v bistvu še živ. Tudi v preobleki. Ti populizmi, to pojavljanje liderjev, ki obljubljajo America great again. Amerika bo postala znova velika. Kakor Trump. To so zelo, zelo nevarni pojavi, ki so izraz seveda frustracije milijonov in tudi neizobraženosti milijonov. In se pojavljajo tudi pri nas. Mi imamo z ene strani na Madžarskem, na Poljskem, v Sloveniji, na Hrvaškem in drugje take pojave. In po mojem proti temu se je treba zoperstaviti. Nekaj je edin način preživetja je ta, da rečeš ne, tako ne gre naprej, moramo spremeniti razmere. Kar se tiče pa antikomunizma, je pa tako, da zdaj recimo komunizma v bistvu ni več. Komunizem, kakor se je udejanil v sovjetskem bloku, je dokazal, da ni uspešen. Komunizem, oziroma, kako smo rekli, komunizma sploh ni bilo. Ampak tisto, kar je bilo, tisti socializem, ki je bil, ni deloval. Ni prinesel svobode, ni prinesel blagostanja, ni prinesel pomirjenja med ljudmi, med narodi, tako da je klavrno propadel. In takega socializma, takega komunizma nočemo več.
In mislim, da ga nihče noče več, razen mogoče, kaj se je izrodil ta komunizem ali razvil. Na Kitajskem se je razvil v eno, bi rekel, diktaturo ene elite, ki je lahko tudi razsvetljena nad širokimi ljudskimi množicami, katerim je dovoljen kapitalistični razvoj. In je zelo uspešen tak tip. V Severni Koreji imamo eno ogabno diktaturo enega, neznosno. Torej, to je minilo. Vzbujajte sedaj strah pred komunizmom in trditi, da je komunizem še tukaj, magari skrit, to se dogaja prav pri nas, podtalen, da je ena globoka država, ki vpliva na razvoj dogodkov, komunistična država seveda, je po mojem cinično in pogubno. Ja, super. Jaz mislim, da smo počasi prišli do konca, lahko bi se pogovarjali še 3 dni. Logično. Je tako zanimivo. Verjamem, da tudi, če bi bili vsi te naši dijaki tu z nami in če bi zdaj bili v eni predavalnici in bi bili v neposrednem dialogu, bi se pojavile še dodatna vprašanja, pa vendar mislim, da sva uspela nekako preleteti marsikatero. Ja, lepo, jaz se vam zahvaljujem za te zanimive vprašanja. Hvala lepa.